Impos. Zakaj? Ja, zato, ker ga gradijo, prenavljajo, obnavljajo, širijo, čist bojo obrnili vhode, ampak več o tem pa seveda Brigita. Brigita, dobro jutro. Dobro jutro. Kak si? V redu, ti? Dolgo se nismo videle. Ja. Mislim, da nazadnje smo podelili bazen, če se ne motim. To je že kar nekaj časa nazaj. Ja. Hvala Bogu, da si prišla nazaj v studio Radia Fantasy, da te saj vidim, če ne druga. Ja. Daj mi povej, vi ste se kar opremili v 2026 z novostmi, ker Ja. Impos ne sam, da je zdaj še v Žalcu, pa imate novo skladišče na Lubečni, zdaj še vse prenavljate, pa ne samo v Celju, še v Ajdovščini. Ja, res pred nami je tako hektično leto, lahko rečemo. No? Predvsem ta začetek leta. No? S to prenovo Celja, se pravi, preširili smo se v zadnji del, kjer je včasih bilo skladišče, približno 3000 kvadratnih metrov, že stoji nova trgovina, celoten, v bistvu stari del trgovine smo prestavili, tako da trenutno ena taka potka vodi čez trgovino v novi del, predvidoma drug teden pa stari del trgovine popolnoma zapremo, tudi ta vhod, in bomo usmerjali promet, bom rekla, na stari gradbeni del, se pravi na Mariborsko, ker gleda na City center in bo tam začasno hod za nekaj časa, dokler tudi ta stari del ne prenovimo in potem odpremo 6000 kvadratnih metrov. Čaki. Se pravi, mi če zdaj hočemo priti v Impos, ne? Še vedno lahko pridemo čez stari del, čez prideš na klasičen vhod, tako, ampak je vse prazno. Vse je prazno, police so prazne, danes še selimo lesni del, to so neki taki ostanki, ostala trgovina je pa celotno prestavljena. No. In iz tega vhoda še vseeno pridemo v novi del trgovine? S puščicami usmerjamo, tudi prijazni trgovci še nekje na poti stojijo, ker ljudje so, se veš, tiste železne srajce, 30 let si kupoval vijake na eni polički, zdaj jih pa tam več ni in pač rabijo pomoč, no, vse to je nek normalen proces po mojem. In kaj dejansko prinaša zdaj nova trgovina? Večjo kvadraturo, bolj pregledno, prijazno trgovino. Verjamem, da ljudje, če so se našli v Žalcu, je ta novi del v Celju na enak način visok, svetu, res pregledno. Se pravi, zdaj velikost trgovine, koliko se je, da ste se razširili iz... Pa zdaj razširili s ponudbo z izdelki se nismo, po kvadraturi je zdaj več, ja, seveda se v Celju smo v bistvu v 2 nadstropjih v tem trenutku bili, tako da to je zdaj vse v enem nadstropju. No. Ok, in zdaj nov vhod si rekla, pa parkirišče bo zdaj iz vhoda Mariborske. Tako, tam so parkirišča že narejena nova, v bistvu ljudje, če so se vozili po Mariborski, pa ko stojiš mogoče na semaforju, pa pogledaš desno, so tudi gradbeni regali padli, tako da se tako vidi prenovljen del, tudi portal je že nared, samo logotip Imposa še manjka, pa bo. Ok, ampak kaj pa se zgodi z starim parkiriščem? Se bo zaprl, sicer ne v prvem tednu po vsej verjetnosti, ampak v kratkem, ker bomo tudi tukaj začeli nov portal delati, ta nov vhod velik, tako da. Kaj pa gostilna? Tudi bo, kavarna, kavice bojo. Mislim, ker zdaj, veš, zdaj ste nas navadili in smo bili kar navajeni, no, na ta sprednji del, sprednji del. Zdaj se bo vse preselilo na Malo novi. drugače se bo obrnalo vse skupaj, ja. Začasno, mislim, še kavarna in pekarna ostajata tako kot staku, pa pač bo šlo naprej, bomo pa pogledali. Kaj vse se bo zgodilo še takrat. Ok, v redu. Koliko pridnih rok pa je to prestavljalo in v kolikem času ste uspeli? Celotna ekipa celjske trgovine, bom rekla, ne vem, enih 25 oseb cirka, no, gor dol, zdaj ne bom natančno. Seveda so pa tudi prijazni trgovci iz drugih trgovin priskočili na pomoč, ker to v 14 dneh predstavi celotno ponudbo je, mislim, res same pohvale celotne ekipe. Ja. 14 dni? Ja. Kaj ste delali, noč in dan? Skoraj. Je rekla noč in dan, pa še kak dan zram. Ne, ampak res so bili ful pridni in si zaslužijo vse pohvale. No. Brez take uigrane ekipe težko narediš tak presek v kratkem času. Ja, res je. Brigita, zdaj bova naredili kratko pauzico, potem pa bova še povedali, kdaj je ta uradni začetek sezone in tudi širitev Imposa v Ajdovščino. Tako da ostanite z nami in pa seveda z Brigito prihajava kmalu nazaj.
No, pa imamo 17 minut do 10 na uri in z mano v studiu še vedno Brigita iz Imposa. Brigita, pozdravljena ponovno. Pozdravljena. Daj mi povej, zdaj vi ste bili res pridni. Začeli ste s prenovo trgovine v Celju, predtem postavili še eno v Žalcu in zdaj se selite tudi še v Ajdovščino. Koliko poslovalnic imate vsega skupaj, jih še folgate šteti? Ja, z Ajdovščino jih bo 7, pa potem mogoče čez kako leto nas bo 8 z Lenartom. A še kar ni konc, še kar se boste širili po celi Sloveniji. Ja, pridni ste. Kaj pa, zdaj povedala si, da prenova in odprtje Imposa v Celju, prenova se že dogaja, kdaj pa bo tisto finalno odprtje? Čez nekaj mesecev, ne znam ti točno reči. Se veš, pri prenovi jaz verjamem, da pride velikrat lahko do kakih dodatnih dni, ko najdeš nekaj, kar nisi planiral, ampak še v letošnjem letu poleti nekaj predvidevam. No. In zdaj so povedali, da v Celju se bo tudi parkirišče, vključno z vhodom, selilo na drugo stran, torej na Mariborsko cesto. Tako, tam so parkirišča nova narejena, v bistvu vse je pripravljeno, no. Samo da tukaj zdaj dokončamo ta del, da lahko stari vhod zapremo in bomo zdaj pač z nekimi večjimi označbami stranke pač speljali na drugo stran od zadnjih. No. Rabite kakšnega usmerjevalca lahko prometa? Prideš, če želiš. Ok, super, oblečite me v take fajn žive barve, pa pridemo usmerjati promet. Ja, glej, se veš, ljudje smo res navajeni nekih stvari, tudi ti po vse vrednosti hodiš, dajo kako trgovino, pa jo prenovijo, pa pol hočeš reči, hodim v vašo trgovino po šraufe, zato ker smo z mojim kupila televizijo in smo jo hotela namontirati seveda na steno in pol dajo zram tak mali šrauf, ne? Ti rabiš mal daljšga. In prideš v Impos in je tak, ki imate pa šraufe, pa jaz nucam takega za televizijo. In pol vaša prodajalka, ja seveda, tukaj, a rabite tega, fitak, dolžino tako, jaz sem bila sam tak, teta, ti sploh ne veš, kako televizijo imamo, pa vse veš. Ja. In dala nam je seveda prave šraufe. Odlično. Zdaj bo pa problem, ker teh šraufov, zdaj ko vem, ki so, ne, jih tam ne bo. Jih ni več. Jih ni, ja. Še to. Ampak so v lepši, bolj pregledni trgovini, tako da boš še lažje našla. Lej, če ne pa je potrebno vprašati, ne, ker vaši prodajalci so strokovni in tudi zelo prijazni, treba jih je pohvaliti. Ja, res je. In vaša ekipa je tudi zdaj pridno delala pri prenovi celjskega Imposa. Ja. Kaj se dogaja pa v Ajdovščini? V Ajdovščini smo pa danes začeli s polnjenjem polic. Mislim, da smo začeli z orodjem, vijaki pa z delovno zaščito, tako da terminski plan obstaja, odpremo 2. marca. To je čez en mesec točno. Tako. Super. Torej bomo vabljeni verjetno tudi v Ajdovščino si pogledati nov Impos. Seveda, ampak prvo moraš prijeti v Celje. Najprej pa seveda v Celje, ampak mene še vedno zmede, Brigita, ker ko zdaj stopim čez vrata v Impos, kot sem navajena, je ta prazen. Prazen je, v bistvu še vedno je tam blagajničarka pa blagajna. Imamo s takimi večjimi puščicami, usmeritev po tleh so puščice, naj bi stal tudi eden od zaposlenih in pač prijazno stranko pomagal naj pot v drug del trgovine. V novi del. Tako. Ampak zdaj vi imate tudi novo, ker imate novo skladišče v Ljubečni, ste dejansko zdaj razširili trgovino, ne? Tako, na ves tisti skladiščni del, ki je prej obstajal. Koliko kvadratov imate zdaj? Cirka 3000. Potem bo pa 6000, ko odpremo še ta stari del, ko ga pa še tega prenovimo. Si ti, no, to se bomo pa lahko skrivali po Imposu. Boš se skrivala, več ponudbe boš našla. No, še to. In še ena stvar, 2-krat na teden. Na mesec. Dvakrat, no, jaz bi imela 2-krat na teden. Ker vem, kaj boš povedala. 2-krat na mesec imate v Imposu tudi super akcijo. Velika igra popustov, ja. To je akcija, ki že traja kar nekaj let. Stranke so jo res ful dobro sprejele, tudi pokličejo naprej, da preverijo. Se pravi, na blagajni potem izžrebajo kuponček od 5 do 95, pa pač lahko izvlečajo. Skraspajo in potem se jim prizna popust. A imamo kakšno omejitev pri nakupu? Pri vrednosti ne dodajamo pa ta popust recimo na že kakšne znižane od prodajne izdelke. Ne. Torej, dragi moji, dajte se malo, če slučajno imate kak večji nakup za opraviti. Jutri je velika igra popustov. Glih sem hotela reči, pripravite se na jutr, kar seveda ne storiti danes, ampak preložite na jutr, ker jutr lahko dobite tudi do 95% popusta na vaše artikle. Kaj pa spletna trgovina?
Laufa tudi kljub No, prenovi. to je zdaj, bi mogla reči, da je to že 7. enota, ne? Ker jaz jo štejem kot svojo enoto. Ne? Okay. Normalno, pač na spletu se razvijamo, se moramo prilagajati trgu, ker v bistvu smo kot kupci, se mi zdi, se usmerili na splet iskati, pa potem gremo v trgovino še malo fizično pogledati. Veš, kaj še vse je fajn pošlatati, kako Ja, stvar. ampak ljudje še vrečke za smeti kupimo prek spleta, no, čistko. Šraufe, ko ti si prišla k nam, drugi kupijo šraufe prek spleta. Vse so začeli kupovati prek spleta, ali veliko ali malo. Če veš, kaj kupuješ, Ja. je fajn preko spleta, ker Ja. ti ni treba iti. Če pa ne veš, kaj kupuješ, kot v mojem primeru, ne, je pa vseeno fajn iti v trgovino, dobiti še strokovno mnenje. Pa če ne druga, videti, kakšen nasmejan obraz. Preko spleta v košarci ni nobenega nasmejanega obraza. Ne. Tako da, Brigita, torej, kje vas lahko zdaj vse najdemo po Sloveniji in kdaj bo čist največja trgovina tudi v Celju? Torej v Celju, v Žalcu, v Boštanju, v Krškem, v Prevaljah pa v Bistrici, torej z 2. marcem v Ajdovščini, nekje najbrž drugo leto v Lenart, če bo šlo vse po planu, na spletu www.impos.eu, a ne? Ja, ja. Ko bomo pa tako daleč, da bomo tik pred odprtjem celotnega Celja na 6000 kvadratov, bom pa tako prišla k tebi, da se bova No, le dogovorila. glej. Pa takrat prosim, da imaš še kako nagradno Bomo igro se narediti, da zmenila, bomo ja. podelili. Zdaj, če bo to v poletnih mesecih, lahko spet kakšen bazen, a ne? Če bo, Če bo pa jesenski. jesen, bo pa peč. Evo. Midve imamo Zdaj se že boš vse ti šla zmeniti, razdelan. Midve imamo že vse razdelan. Evo, vi pa tudi, če slučajno ste preskočili, jutri imate v Imposu možnost, da dobite od 5 do 95% popust na blagajni, počohate vašo srečko in kuponček. Seveda pa vabljeni absolutno v vse Impos trgovine, ki jih imate v Fantasy Videželi in seveda tudi celotni Sloveniji. Ja. Ja, Brigita, hvala, ker si prišla in obljuba dela dolg, torej veš, kdaj prideš spet. Ne? Okay. Hvala vam, poslušalci, in pa se vidimo v Imposu.